Zapuščam Malago danes in grem v Kadiz z veseljem. Na tole sem se pa včeraj porezal kar pošteno, da so mi šivali, 3 šive imam. Tako da ne bo green screena danes. In bom sam kazal tako slike in pa videe, ki jih imam. Na nek način, tako sem začel. Iz tega kota sem se snemal tiste prve NLO-je. Pa začnimo. Prevoz do Kadiza je bil manj problem. Spet sem se odločil za BlaBlaCar, a.k.a. prevozi.si, španski. In ni bilo direktnega prevoza do Kadiza. Mogel sem kombinirati. In najdem en par, ki gre do Jerez de la Frontera. To je ene mestece na poti do Kadiza in potem iz tega mesteca sem videl, da greš lahko z vlakom do Kadiza. Zdaj, Kadiz se reče, baje Kadi, jaz ne kadim, tako da bom raje govoril Kadiz. In počakam na avtobusni postaji ta prevoz in se lepo začnemo voziti in je čist ena taka lepa vožnja, prijetna, sta smo se pogovarjali, včasih sta živela na Poljskem, se mi zdi, in potem sta se preselila v Malago, ker zaradi vremena. Sta pa Španca iz Madrida. Se pravi, iz Madrida sta šla na Poljsko, iz Poljske v Malago. Zanimiva pot njihova, njuna. Odpeljeta me do tega Jereza, pridem na to glavno postajo, takoj najdem in zdaj ugotovim, da imam še nekaj časa in grem si kupiti za jest. Sprehodim se, pridem nazaj, počakam vlak in grem do Kadiza. Zdaj, ta vožnja z vlakom mi je bila res ena lepših voženj na tem potovanju. Tako sem se lepo počutil, bil sem pomirjen, rezerviran hostel, grem v eno simpatično mestece po besedah. Pridem na postajo v Kadiz in takoj začutim točno to, kar sem slišal, in mi je takoj všeč Kadiz. Pridem do hostla in mi je zelo všeč takoj. Odpirajo se vrata na kodo, to mi je zelo dobro, ker ne rabim ključa nositi. Ima kuhinjo, ima na strehi vrt, ki je povezan s to kuhinjo, se pravi, lahko ješ na tem vrtu. Ima tudi neko zabavno sobo in TV in potem sem tam gledal basket, ki je bilo glih prvenstvo in Slovenija igrala. Tako da že izjemno vse. Grem v sobe not, pridem v sobo, velika soba, dobre spet postelje, ki so ločene in imaš tiste zavese, da se lahko zagrne in si res kot v eni majhni svoji sobici, ki si v postelji. Imaš za filati. Super. Edino, kar je bilo, velik prostor je bil, kjer je soba, bilo nas je koliko 8 not. In WC je, mislim, tuši WC so skupaj, je pregrada vmes, ampak je tako steklena, pa se malo sliši. In jaz malo čiliram zdaj, da se spočim, in pride en model in gre takoj popotnik, glih prišel je tudi se čekiral in gre takoj na WC in začne ga šraufati in je tam, cel koncert je naredil. In pol pride ven, začne tekmo gledati. Na telefonu vidim jaz neka angleška liga, ga poslušam, vse to. In pol ga srečam enkrat in nekaj se začnemo pogovarjati, ga vprašam, kaj si to gledal, katero tekmo si gledal, in glih Liverpool, ali ne vem, kdo je igral. In pol mi začne govoriti, ja, da je bil v Maroku in da je nekaj jedel tam in da mu ni pasalo to, da se je čisto zastrupil in da ga zdaj šraufa tle. In je zbolel, on je 2 dni ležal tam v postelji. Ja, to je bila ena zanimiva zgodbica. Imam pa še eno. Jaz sem zdaj lačen in grem v trgovino si kupiti za jest. In tle v Kadizu bom 2 dni, ker je glih spet vikend, nedelja. Rekel sem ob nedeljah, ne grem jaz nikamor. Pridem v trgovino, kupim si kruh in gledam uno salamo. Sem rekel, ne bom salame. Vzamem pakiranje 6 jajc. Jedel sem piščančjo salamo, ki je iz piščanca narejena, ki pa so iz jajc. Vidiš, nisem mogel zbežati tej salami. Vzamem si še neko pašto in omako in to bom jedel. 3 jajca danes kuhana in imam še 3 jutri, da si spečem. Začnem si delati za jest, skuham pašto, vmes se kuhajo jajca, jaz začnem jesti pašto, malo pozabim na jajca.
ene 12-13 minut so se kuhala ta jajca. Skuhajo se jajca, olupam, začnem jesti in tako okus čuden, rumenjak čist zelen. In glih po tej zgodbi tega Angleža, kako se je zastrupil v Maroku, sem rekel, jaz tega ne bom jedel in vržem stran tista 3 jajca. Pojem pašto in ok. Naslednji dan bom jaz si naredil jajca na oko. Dam olje gret, pripravim na 3 jajca, segreje se olje, vzamem jajc, jaz počem jajc in jajc, samo lupina se malo razpoče. Ko grem do drugega, isto, samo lupina malo. Do tretjega isto. Tako olupam in je že kuhan ta jajc. In sem kupil 6 kuhanih jajc že na začetku, ker v Španiji prodajajo kuhana jajca. In to je bilo pa... to je bilo kar smešno, moram reči. Tako da sem mogel spet salamo jesti. V tem Kadizu je prevladoval en mir spet, ki sem ga nujno potreboval po tej Malagi. Ker Malaga je bilo vroče, veliko turistov, nekega žuranja, dretja zvečer. In ta mir v Kadizu mi je spet, me je čist zrelaksiral. Prvi večer sem šel sam hoditi naokrog in stran od mesta, tako, in pridem do enega pomola. In ta pomol mi je bil res tako všeč, da sem oba večera ob polnoči bil na tem pomolu. Imam tudi en video. Evo ga, Kadi! Prišel do Kadija, imajo velik most. Simpatično mestece, ful imajo te zanimive take huge kamne, kocke kamnov, kako bi temu rekel. Tu sem se zdaj jaz nekaj tle sprehodil, nikjer nobenega ni. In mi ful paše to. Kaj pa zdaj? A se mene vidi? Ko pa kjer hud efekt. Kje sem pa jaz vsaj te zgodbi? Daj me. Daj, glavanja. Wow. It's a goddamn ship. Maybe it's a police. Don't do that, Admir. What if it's police? Dumbass. Vse lepo ujame tudi brez flasha, tako. Tako, pristaniško mesto, zaenkrat ta vibe, in tudi tle se sprehajam pol. Jutri bom šel malo okrog pogled, kaj še kaj drugega. Tam je naprej Španija. Sred me je prijel, mogoče se je mogel usreti usred Kadija tle. Ta pomol je bil zmaga, res. Oba večera sem okrog polnoči šel na sprehod in sem prišel do tega pomola in sem tle muziko poslušal in plesal in se zabaval, tako sam, nikjer noben. Ful mi je bilo všeč tle. Čez dan, v nedeljo, se pravi ta drugi dan v Kadizu, sem pa šel na en sprehod do plaže in na tej poti sem naletel na en tak lep park. Pol sem prišel do enih štang, ampak nisem mogel trenirati, nisem mi dal. Ampak mi je bilo zanimivo, da prvič sem srečal štange na tem potovanju. In pol sem prišel do enega dela, ki mi je res se tako vtisnil v spomin. Imam tudi video. Mislim, da je vredno enega majhnega vloga to. Ma je skure. Ne vem, če... Kaj pa če držim... Tako. Fucking telefon, razbit, gdje to? Ajmo, Hollywood, daj boš to imel. Me and reverse flash. A ja, prst je bil. Okay. Maybe like this.
To je un klasični shot. Walking on the beach. Instagram walk on the beach. Check this water. Vidimo, koliko je mrzla. Holy fuck! Holy shit! Prem. In klasični bloki. To mi je bilo super. Na poti nazaj v hostel sem še najdel super plat za sončni zahod, tudi veliko ljudi je bilo, pozabil sem ime, ni važno. Evo nekaj slik, imam tudi en video. Ja. Zvečer sem šel še na ta pomol svoj in to je bil Kadiz, naslednji dan grem v Seviljo in spet z bla bla prevozi.